To je eno vprašanje, ki sem si ga sicer jaz dopisal zraven in me zanima, vi ste bili tako župan kot poslanec, kot politik, kot minister, pardon. Katera izmed teh treh funkcij, torej župana, poslanca ali ministra, vam je najbolj pisana na kožo, vam je bilo najbolj všeč? Vsaka ob svojem času in svojem trenutku je bila izziv in pa zadovoljstvo ob rezultatih. Delo na terenu ali delo v pisarni? Oboje. Eno morate zbrati. Teren, tam je rezultat. Ste domači na terenu, verjetno ste veliko naokoli. Zagotovo. Kdaj ste se zadnjič osebno zavedali pomena varnosti, da smo na tej bolj obrambno-varnostni tematiki? Vsak dan in vse skozi od leta 1991, ko sem bil v civilni infrastrukturi, del osamosvojitvenih procesov. Pa mislite, da se ne samo mladi, ampak vsi Slovenci na splošno premalo zavedamo tega? Trditev zagotovo drži, je pa zanjo tudi opravičilo. Živimo 34 let v obdobju na naslednjih skoraj 50 podlage, ko se nam na srečo s tem ni bilo treba glave beliti. Če bi pa, na primer, vas jaz ustavil nekje na ulici, kako bi mi vi čisto preprosto razložili, zakaj imamo mi vojsko? Država ima par vogalov in par stebrov, nikdar in nikoli v tisočletni zgodovini ali pa več tisočletni zgodovini stebrov ni bilo brez varnosti in pa brez vojske. Katera država vas je najbolj presenetila z njihovim obrambnim sistemom in zakaj? Nevtralna Švica, tudi Avstrija, nenazadnje pa tudi pogumne, odločne pa hitre odločitve Skandinavcev, ki so se iz nevtralnosti stoletne priključilo zavezništvo, kajti danes v globalnem svetu brez kolektivne vključenosti ene same države braniti ni mogoče. In pa recimo tisto, kar preseneti in kar javnost ne ve, nevtralne države porabljajo za vojsko in za obrambo bistveno več kot pa države v zavezništvu. Pa mislite, da se mi kot država z manjšim številom prebivalstva lahko kosamo s temi velikimi silami? Saj ni treba, da se kosamo, ampak pomembno je, da smo del zavezništva, da izpolnjujemo besede in pa zaveze, ki smo jih dali. Kaj pa lahko vojska naredi za nekega navadnega človeka, ki ni vojak, na primer? Vojska za vse nas dela vsak dan. Nujni helikopterski prevozi za medicinsko pomoč, gorsko reševanje, nenazadnje tudi s Falconom prevažamo organe za presaditev. Se spomnimo, žled na Jezerskem, prvo vozilo, ki se je pribilo do ljudi v stiski, je bil vojaški oklepnik. Podobno je bila naša Patria prva v Črni na Koroškem ob poplavah, požari na Krasu, tam so prvi na pomoč pred tujimi letali prišli helikopterji Slovenske vojske. Ok, pa še zadnjo izmed teh kratkih vprašanj. Če bi lahko danes neko čarobno palico spremenili eno stvar v našem obrambnem sistemu, katera stvar bi bila to? Stanje duha, spoštovanje in pa razumevanje nas civilistov do poslanstva in dela, ki ga opravljajo pripadnice in pripadniki. Braniti domovino je sveta dolžnost, to ni greh ali pa zločin. Kaj pa je najbolj slovenskega v naši obrambi? Misel iz prireditve v Kopru v soboto, srce pod uniformo, srce za Slovenijo. Kako pa je na teh prireditvah? To so dnevi Slovenske vojske. Kakšno je tam kaj vzdušje, kakšen je duh? Vzdušje je izjemno, ker je pripadnost pa zavezanost domovini in pa poslanstvu na izjemno visoki ravni. Pa verjetno se teh dogodkov udeležuje tudi kar precej ljudi. To so, kakor jaz razumem, dogodki na prostem. In tja pridejo tudi mimoidoči, ki jih vojska in obramba ne nujno toliko zanimajo. Mislite, da je to dobro, da je ta vojaška struktura čim bolj v stiku z ljudmi? Slovenska obrambna vojska je ljudska vojska, In ena od mojih usmeritev in razmišljanja je, da smo drug drugemu v pomoč in pa uporo. Ok, pa gremo zdaj na ta malo bolj splošna vprašanja. Mi lahko nekako obrazložite,
Zakaj vse je sploh odgovorno vaše ministrstvo, ministrstvo za obrambo? Gre tukaj res samo za vojake in za vojsko, ali so še kakšni drugi podsistemi v okviru ministrstva? Ministrstvo je obsežno, številčno, kar se tiče pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, je želja, da bi nas bilo še več, iz trenutnih okrog 7.000 na 10.000, poleg priprav na obrambo domovine na vseh nivojih in vseh področjih. Sodelujemo oziroma je pod našim ministrstvom tudi uprava za zaščito in reševanje, kjer skrbimo za potrebe gasilskih organizacij, služb za reševanje in v bistvu za organizacijo prek sistema civilne zaščite prvega odziva na večjih naravnih nesrečah. Kaj pa glede na vse te v bistvu nekako očitke nekaterih ljudi, ki pravijo, da vojske pa jaz spet sploh ne rabimo? Ne? Pa ste zdaj dobro povedali, da je vojska vpeta v vse zadeve in pri naravnih nesrečah in v vseh zadevah. Kako lahko komentiramo te njihove besede? Stanje duha po 80 letih globalnega miru in pa 34 letih miru v naši samostojni državi, ampak dajmo roko na srce, ne? Ta trenutek je v svetu več kot 50 oboroženih spopadov na različnih lokacijah. Jaz bi si kot minister želel mir in samo mir, ampak vojna je očitno bolj naravno stanje, nažalost, v svetu, kot pa dolgotrajen mir. Gremo na kratko samo v našo zgodovino. Brez odločnega majstra leta 18 ne bilo slovenskega Maribora in Štajerske. Trst smo osvobodili skupaj zavezniške, partizanske in pa slovenske partizanke in partizani. In pa, kot sem že omenil, bil sem v civilnem delu, del osamosvojitvenih procesov. Srečeval sem se vsakodnevno z našimi pripadniki in pripadnicami policije in teritorialne obrambe, oboroženi, in v takih trenutkih veš, ko imaš opravka z agresijo, da te samo učinkovita in odločna obramba, za katero moraš biti usposobljen in dobro opremljen, pripelje do rezultata. Ena izmed teh vojn, ki ste jih prej omenili, je tudi vojna v Ukrajini. Ne? In kako je v bistvu ta konflikt pokazal spremembe v sodobnem bojevanju in kako se je vaše ministrstvo na to prilagodilo oziroma se prilagaja? Spremembe so nore, so prišle in se odvijajo s svetlobno hitrostjo. O pomenu kakšnih tankov z te vojne žal ni, pa na srečo ni veliko slišati. Pred dnevi sem na enem posvetu ujel podatek od udeležencev te obrambne vojne v Ukrajini in pa seveda, ki je posledica agresije Rusije, da 80% vse škode, vseh žrtev povzročijo droni. Če je ta sprememba dobesedno prišla čez noč v nekaj letih, se moramo na njo pripraviti in se tudi pripravljamo. Na eni strani seveda, da uporabljamo sodobno tehniko za našo obrambo, na ta drugi strani je pa postala cela znanost obramba proti brezpilotnikom in na tem delamo. Kot eden izmed nekako posledic tega konflikta je tudi, da smo se v Evropi in tudi v Sloveniji malo zbudili, kar se tiče vojske. Ne? In zdaj, ko bomo šli v višanje teh izdatkov, veliko govorimo o dvojni rabi. Torej dvojna raba opreme in znanja v obrambi. A lahko navedete kakšen konkreten primer, ki je ljudem že danes v pomoč, pa mogoče niti ne vejo, da je to del našega obrambnega sistema? Prvo, Slovenija je in ostane varna država, ne? Ne smemo pa pozabiti, da v Sloveniji
da na mejah Sloveniji sosednje države, Madžarske, na ozemlju Ukrajine poteka vojna. In to vojna že več kot tretje leto. Stvari so se spremenile, na spremembe je treba biti pripravljen. Princip moči, tudi princip odvračanja je zdaj žal eden najbolj prevladujočih v svetu. Če bi rekel vodilne 3-4 države razmišljale mirovniško, sem prvi za to, da podpremo ta razmislek. Ker pa je ta trenutek odločevalski princip v svetu žal precej drugačen, je pa treba biti na obrambo pripravljen in zato seveda več sredstev pomeni tudi več obrambe, ampak tle samo porabljena sredstva daleč od tega, da bi bile dovolj. Ključno je, kaj bomo branili, s čim in kako, predvsem pa je ključno sporočilo, da porabljeni odstotki za nakup orožja ne pomenijo varnost. Vojaški del obrambe je samo en delček kolektivne slovenske nacionalne državne varnosti. Če bomo gospodarsko uspešni, če bomo imeli razvito tudi civilno obrambo, potem se bomo uspešno branili. Drugače pa, ja, dvojna raba, omenila sva že Falcon je vojaško letalo, vsak dan prevažamo za Eurotransplant organe, opravljamo transporte. Helikopterji Slovenske vojske pri reševalnih tehničnih prevozih sodelujejo resnično vsak dan. Če je obseg naravnih nesreč prevelik, je prvi, kjer smo vpoklicani, kjer pomagajo vojakinje in vojaki iz Slovenske vojske. In recimo pomembno področje tudi kibernetske varnosti. In še bi se naštel, v sistem smo bistveno bolj vpeti, ker varnost to potrebuje, ker varnost to si zasluži, ker si ljudje to zaslužijo, kot pa bi bilo to ta trenutek v stanju duha ali pa podzavesti naših državljank in državljanov. Pa pod dvojno rabo, torej če sem jaz prav razumel, ne spada samo orožje, ampak tudi, naprimer, gradnja cest. Je to res? Seveda smo ena od zavezniških držav, ki ima tudi status države gostiteljice, kar pomeni, da če bo znotraj zavezništva potrebno obrambno posredovanje, da imamo glede na izjemno geostrateško lego tudi svoje ključne pomembne naloge. Luka Koper je okno v svet, pa tudi točka, ker če bo prišlo do kakšnih resnih izzivov ali pa groženj v naši soseščini, prišlo do vstopa obrambnih sil v našo državo in naša naloga je, da zagotovimo transportni koridor. V Sloveniji sta dragocena dva, Koper, Ljubljana, Maribor, Hodoš in pa drugi Koper, Ljubljana, recimo Novo mesto, Zagreb, in na vseh teh relacijah potrebujemo seveda trdne, stabilne mostove, ceste, ki omogočajo normalen promet, železnice, predore, skozi katere je mogoče prepeljati dragoceno in pa pomembno vojaško logistiko, od mostov, montažnih, postojnskih, pa seveda tudi do vojaške opreme. Seveda te investicije, mi lahko milijarde vržemo v obrambo in odpornost, še vedno pa rabimo za to tak in drugačen kader. In v velikih državah spet razmišljajo o obveznem služenju vojaškega roka. Kakšno je pa vaše mnenje?
Ključni so bili in bodo ljudje. Mi smo obvezno služenje vojaškega roka z odločitvijo sprejeli leta 2003. Leta 2004 smo vstopili v zavezništvo. Bile so dolge leta in pa desetletje, ko nam je število pripadnic in pripadnikov in tudi sredstev za obrambo domovine strmo padalo. Preprosto ni bilo potrebe, ni bilo treba. Zdaj so se časi spremenili, v središču zgodbe so in bodo vedno ljudje, zato delamo vse, da smo odliv pripadnic in pripadnikov zmanjšali. Še celo več, Slovenija je na tem področju ena najbolj uspešnih držav v zavezništvu. Izjemen je odziv mladih na taborih za temeljno vojaško usposabljanje, izjemen je odziv na teh predstavitvenih taborih. Imamo v 2-3 letih rekordno število štipendij, iz 200-300 štipendij na leto smo danes na številki 660. Taborov za mlade se že udeležuje več kot 1000 ljudi, raste nam tudi pogodbena rezerva in pa vzpostavljamo sistem prostorskih sil po učinkovitem receptu nekdanje teritorialne obrambe. So sile in strukture, ki so namenjene obrambi države, in pa vse te dopolnilne prostorske sile po zgledu obrambe bodo namenjene pokritosti in zagotavljanju varnosti v vseh pomembnih krajih naše širše domovine. Poleg ljudi je pa tudi opreme, oborožitve, je pa zame ključna enotnost v stanju duha, enotnost znotraj slovenske politike. Obrambno uspešen je lahko samo enoten narod. Mi imamo iz pretekle zgodovine nekaj slabih izkušenj, slabih odločitev. Dajmo biti iskreni, vse to nas po nepotrebnem zaznamuje in pa deli tudi danes, ker ne znamo reči Bobu Bob in povedati, kaj je bilo prav, kaj je bilo narobe, in ker del slovenske politike to tragično delitev naroda 80 let nazaj izkorišča za dnevno promocijo in pa nabiranje političnih točk. Jaz moram reči, da sem v delu te zgodbe razočaran. Žal mi je vseh umrlih v drugi svetovni vojni, tudi tistih, ki so umrli po vojni, in za, bi rekel, pietetno gesto preselitve posmrtnih ostankov iz neugledne garaže v urejeno kostnico na urejenem, blagoslovljenem pokopališču se je očitno nekaterim v smeri delitev, politizacije ali pa revizije zgodovine odprlo polje, ker ga dnevno izkoriščajo za delitve, nestrpnost, nerazumevanje, kar preprosto ni v redu in ni prav. Zdaj omenili ste, da ministrstvo vabi mlade v te vojaške strukture na različne načine, skozi izobraževanja, skozi tabore, skozi usposabljanje in tako naprej. In štipendije, tako. Kako pa mislite, da bi še bolj privabili lahko ljudi v te obrambne strukture? Je to višja plača, je to občutek poslanstva, boljša oprema? Na različne načine in pa pomembno sporočiti na različna področja. Mi ne rabimo samo pripadnika, pripadnice, ki ima neko orožje, s katerim, ali pa tehničen suport, s katerim bo uspešno branil domovino. Mi v naše vrste vsakodnevno vabimo tudi tehnike, inženirje, pilote, strojnike,
reševalce različnih smeri, zdravnike, ne vem, računalničarje, elektronike, strokovnjake z področja kibernetske varnosti. Vojska je Slovenija v malem, obramba je pa izjemno širok pojem. Mogoče moramo ukrepiti še to zavedanje, da seveda državo brani učinkovito vojak, državo brani učinkovito tudi kmet, ki vsak dan prideluje slovensko zdravo domačo hrano, zato da bomo v čim večji meri samooskrbni. Tako da področji je neskončno, očitno bomo pa morali se ljudem približati, nismo slabi, poiskati pa, bi rekel, pristope, s katerimi bomo še boljše, predvsem pa se zavedati, ne, zdaj, ko se veliko govori o obrambnih izdatkih, ne, se večkrat neka stara floskula, neka dilema pogreva maslo ali pa topovi, če ni varnosti, če ni obrambe, ni delujočega zdravstvenega sistema, ni delujoče socialne države, če je vojna, ni šolstva, tako da zelo široko moramo stvari nastavljati, predvsem pa modro, razumsko, mirno in pa pomirjujoče. Nič nas ne ogroža, nič nas ne bo, ampak za obrambo moramo biti pripravljeni. Pa v okviru teh usposabljanj, ki jih upravljate, tam verjetno ne učite samo nekih vojaških veščin, ampak tudi veščin povezanih z zaščito, z reševanjem, naprimer v okviru naravnih nesreč. V Sloveniji imamo tudi ogromen, naprimer prostovoljnih gasilcev, ki so tudi na nek način izurjeni v teh zadevah, da lahko pomagajo, ko je kriza. Naš sistem zaščite in reševanja je eden najbolj množičnih ali pa najbolj množičnih statistično gledano in pa razvitih v svetu. Imamo 1341 gasilskih društev, poglejte to silo po 212 občinah, vsak kraj z gasilci ima neko prednost, tam so ljudje, ki znajo pomagati v vseh situacijah, kadar pridemo v stisko. To je en del te zgodbe. Na drug način pogledajte mladi, ki se nam pridružujejo. So nekateri, ki se še nikoli niso srečali, kako je prespati v naravi, kako je poskrbeti zase, za prijatelja. Obramba domovine je kolektivni šport, tam se uvaja kolektivni domovinski duh, ljudje skrbimo drug za drugega kot skupina. In jaz mislim, no, da so to tista pomembna sporočila, nenazadnje pa tudi v življenje v naravi. Mi imamo, kar se tiče obrambnih sil, tako mornarico, kot seveda tudi letalske in pehotne enote. Veliko je tudi spoznavanja naših gozdov, hribov, gora in to je tisto, kar mislim, da dela ta poklic za tiste z velikim srcem atraktiven in pa zanimiv. Torej, odkar smo mi ukinili to obvezno služenje vojaškega roka, se veliko govori o tem, da moški pa niso več taki moški, kot so bili. Mislite, da ima služenje ali pa vsaj neka povezava z vojaškim usposabljanjem tudi tukaj, kaj vpliva pri prevzgoji? Ja, zanimivo vprašanje, na tega sem enkrat prej že pozabil odgovoriti oziroma me je zaneslo. Saj ne gre za prevzgojo, ne. Gre za enostavno določene veščine, stanje duha, ki je iz naših glav izpuhtelo, zato ker preprosto o tem ni bilo potrebno razmišljati. Mi ne želimo nikogar prevzgojiti, želimo pa, bi rekel, širiti obzorja s tem,
da damo sporočilo, kako pomemben je kolektivni duh, kako pomembne so veščine obrambe in pa kako pomembna je na nek način tudi samo disciplina in pa biti ponosen in pa pomemben delček neke skupine. Stavek iz leta 18, ko je general Maister razglas utemeljil zelo preprosto, ne. Naša sveta dolžnost je braniti domovino, premoženje in življenja naših dragih. Zato je šlo, gre in bo šlo tudi jutri. Ljudi, kraje, ki jih imaš rad, ki so ti v srcu, braniš iz prepričanja, ker je tako nujno, potrebno in prav, ne pa zato, ker te je eno to prisilil ali pa te plačal. Kaj pa za vas osebno pomeni beseda domoljubje in kako se je ta beseda čez zgodovino spremenila in kako se je zdaj spremenila? Domoljubje je pogača iz številnih zrn, ne. Zagotovo je treba mogoče samo korak, dva nazaj, ne bi bili, ne bi ostali narod in ne bi imeli svoje države, če ne bi imeli rad slovenskega jezika, zaradi katerega je bilo v preteklosti treba veliko postoriti in pritrpeti. Naša pot do samostojne države in tudi do svoje domovine je bila kar večstoletna. Leta 1991 v osamosvojitveni vojni smo na srečo z veliko poguma, odločnosti in tudi z dobro tehnično podporo in opremo poskrbeli. Domovina, domoljubje je 1000 zrn. Domovina je žena, družina, otroci, vnuki. Domovina je lepa dežela. Domovina so ljudje, ki znajo enak jezik kot sam. In domovina smo ljudje, ki znamo z vsemi, ki so drugačni. Najdeti sožitje, sodelovanje, razumevanje, strpnost, toleranco in takrat videti, da je naša domovina, poleg prelepe Slovenije, tudi cel svet. Dobro ste omenili jezik, ne? Ker danes tisti, ki se imajo slovenski politiki za največje domoljube, podpirajo stranke, v bistvu Slovence forsirala, da bi zdaj govorili nemško. To je meni malo nesmiselno, ne? Zagotovo, ne. Ni domoljub nekdo, ki maha slovensko zastavo, ni čebelar, kdor prepeva Slakovega čebelarja, ampak mora biti zadaj konkretno dejanje. Domovina ni prepričanje, domovina so dejanja in tu so, bi rekel, velike razlike, ne. Kar se pa tiče, zmeraj gremo v političnem opredeljevanju Slovenk in Slovencev daleč nazaj, ne, in se srečamo tam nekje 80 ali pa več let nazaj, kdo je bil takrat za partizane in kdo je bil za drugo stran, bi rekel, za belogardiste. Če rečemo, kdo je bil za Nemce, nihče ni bil takrat za Nemce. Ampak za Nemce je bil tisti, ki mu je 20. aprila na Hitlerjev rojstni dan leta 1944 na Bežigrajskem stadionu prestregel. In ko gledam, velikokrat govorim na osamosvojitvenih, osvobodilnih ali pa, če hočete reči, na partizanskih proslavah. Vsi na naši strani smo večkrat omenili in povedali, da nam je žal, da so se vojni, medvojni in pa povojni dogodki zgodili. Jaz spoštujem žrtev ljudi, ne glede na stran, vsakdo je bil od enega, mož, oče, brat, sestra in karkoli, osebna žrtev velika, ne. In na tem se na naši strani velikokrat poda iskreno obžalovanje. Je že kdo od vas kdaj slišal koga, da bi rekel, da mu je žal za prisego domobrank in domobrancev
Hitlerju in okupatorjev. Tega ni in zato tudi dialog ni mogoč, zato ker vsaj z ene strani sigurno ni iskren in ne vodi jih spravi, služi pa dialog z druge strani in to spoznavam zdaj po preselitvi posmrtnih ostankov v Škofjo Loko, ne, da gre za razpihovanje in pa stalno delitev na vaše in naše na podlagi tragičnih zgodb in čustev preteklosti. Žal.